Ja, dragi moji, če sem se zadnjič oglasil po tekmi s Portugalsko na Portugalskem, kjer smo doživeli pravo malo blamažo in o kateri so se strinjali v bistvu vsi glavni akteri, k sreči so se strinjali, kajti imeli bi en velik problem, če tukaj mnenje ne bi bilo složno oziroma enotno. Se bom oglasil tudi po tej tekmi, ki smo jo sicer zmagali za pičlo točko, kar zadošča za uvrstitev na evropsko prvenstvo, kar ni bilo oziroma ne bi smelo biti pod nobenim vprašanjem nikoli in nikdar, kar se tiče slovenske reprezentance, posebno ob nasprotnikih v skupini, katerih smo bili, ne? Pa vendar se je še včeraj nekje sredi tretje oziroma celo v četrtini zdelo, da vse ni tako gladko, jasno in tekoče, ne? Kljub temu, da bi se morali zgoditi tektonski premiki na slabo, tudi ob morebitnem porazu, pa vendarle, no. Skratka, če ste tukaj prvič oziroma vnovič, vas prav lepo povabim, da se mi na mojem kanalu pridružite, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine, podobne analize, highlights in tako naprej, ne. Zdajle še vedno ne moremo biti zadovoljni s predstavo, tega se zavedajo tudi fantje, tega se zaveda tudi strokovni štab. Ostaja pa ena zadeva, ki je ista, in to je ne samo kritičnost selektorja Aleksandra Sekuliča, ki me pošteno moti. Dobil je tisto vprašanje, ki smo ga vsi čakali, ali kaj razmišlja o odhodu, o odstopu, in v tej zvezi kako pa je potegnil odgovor, ki mu pristoji glede na njegovo ne samo kritičnost, da on ne ve, zakaj sploh takšno vprašanje in odkot je to potegnilo, da on ne spremlja medijev oziroma javnega mnenja. Ja, malo morgen, dragi selektor, ne gre več tukaj, da bi prišlo z moje strani do nekega odobravanja oziroma potrpljenja. Dolgo sem ga imel, zdaj ga enostavno več nimam. Fanti enostavno pod taktirko tega selektorja ne igrajo tako, kot si želimo, oziroma bolje rečeno, kot so sposobni. Lejte, če bi me pribili na križ in bi moral zbrati zadnje mnenje in če bi me vprašali, ali je slovenska reprezentanca mnogo boljša v tej zasedbi od Portugalske, bi trdil, da je. Do zadnjega. Ne za eno točko, kot smo zmagali včeraj doma, bi trdil, da je. Sicer sta vlečni voz bila Klemen Prepelič in Jaka Blažič izkušena, ampak kaj bi bilo, če včeraj ne bi imeli? Ne? In napram tega se je v bistvu zelo hitro poškodoval še njihov najboljši igralec, vsaj najboljši igralec iz prve tekme. In ja, vse ostalo pa Žiga Danev, super, ampak konec koncev, ko tegnemo črto, to niso igre slovenske reprezentanci, ki bi jih pričakovali. Sigurno ne. Lejte, tankrat bo mogel iti, brez skrbi, pazim jaz na vožnjo, ni bojazni. Ampak lejte, no. Dajte se spodaj podpisati v komentarjih, kako se je tale okno koalicijsko vam zdelo. A ste zadovoljni z igro, a ste zadovoljni z načinom, kaj bi želeli sami spremeniti, če bi imeli to moč, kaj je bilo v redu. Če ste mogoče vi, če selektor ni, če ste vi kakšno mnenje zasledili javno okoli, koliko se nanozirate, in še enkrat, bi kaj spremenili, če bi imeli to moč, ali bi vse pustili tako, kot je. Vaše mnenje me kot vedno zanima in je v komentarjih dobrodošlo. Pa naj si ga bo dovolj za reprezentanco. Dallas, Luka trenutno ne igra zaradi bojda poškodbe zapestja. Moje informacije so malenkost drugačne. Naj bi šlo za več ali manj kvazi poškodbo. Naj bi šlo dejansko za možnost, da Luka malo odpočije in zaceli predvsem tisto poškodbo mečne mišice in pa kolena, ki mu trenutno odteka. Zato je seveda potreben čas in s časom seveda počitek, ne. Zdaj, tempo, ki si ga sledi v Ligi NBA, tole ne odobrava, oziroma počitka
celjenja poškodb ni najbolj dobrodošlo, kar se tiče urnika v NBA-u. K sreči Dallas zadnje čase zmaguje, tudi kar nekaj odmevnih zmag je dosegal brez Luke, kar zastavlja novo vprašanje, da je nek sistem igre pod Luko malenkost drugačen in mogoče malenkost tudi skrbi, da v zaključkih tekem z Luko v postavi tokrat niso bili uspešni, ampak saj to smo že nazadnje predelali, kakšen način izbira Dallas oziroma Jason Kidd ob zadnjih situacijah, ko je Luka na igrišču, se pravi, poiščemo ga, damo mu žogo, meče za 3 ali mogoče koga poišče v samem zaključku. Ni pa to neka izdelana akcija. Zdaj le prvo, kar opazim, kar Luke ni, da se točkovna bera bolj razporedi med igralce. PJ Washington je izstopa trenutno tudi Najee Marshall, to me izredno veseli. Kyrie Irving doda svojih 20 ali več točk in glavne so tiste zmage, vmes se je tudi zgodil en poraz, ampak nič ne dejno, to je del tega. Seveda upam in seveda navijam, da se bo Luka kar se da hitro vrnil. Nimam zaenkrat točnih informacij, kdaj bo to. Verjamem pa, da ne bo predolgo, mislim, da celo naslednji teden, Tako da slej ko prej bo tudi Luka nazaj. Zdaj malenkost več o Ligi NBA, predvsem pa tudi, kar se tiče slovenske košarke, s fanti iz podcasta Funk and Dunk modrujemo tam. Zato bi izkoristil priložnost in vas v bistvu povabil na tale profil. Funk and Dunk, najdete ga v opisu videa oziroma v komentarju, kakorkoli, kjer je se o tem izpovedal oziroma delil z nami misli tudi trenutni trener KK Plamapur in pa nekdani odličen slovenski košarkar in olimpijske reprezentance Sašo Ožbolt. Res krasen gost, tako da če morda še niste uspeli preveriti podcasta s Sašom, vas povabim zdaj, da tole poslušate, slabo urco dolg pogovor tam, kjer smo se v bistvu dotaknili vsega tega, kar sem že zdaj omenil. S fanti smo komaj začeli, v bistvu, da tako rečem, s tem podcastom, če še morda kdo ne ve. Zaenkrat se nam je v gosteh pridružil Dragiša Drobnjak, kot omenja Sašo Ožbolt, kmalu pa tudi drugi gostje, ne nujno košarkarji, ampak košarkarski delavci, da tako rečem, so tudi v planu, nekaj potrditev že imamo, kmalu bodo pogovori objavljeni, ampak lepo po vrsti. Tako. Dobro, da ne bom predolg, vas povabim torej še enkrat, da se mi še kdaj pridružite na mojem kanalu, naročite se nanj. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljam, Gregor sem bil z vami, X Greg Skorta, živjo!